Gospod Mesec, bom začela z vami. Zgovorno je, da niti finančni minister ni želel priti v studio zagovarjati svojega lastnega predloga. Prav tako nismo našli nikogar drugega, ki bi podprl ta zakon oziroma ta predlog. Ali to pomeni, da je poskus, torej uvedbe davka, propadel, še preden bi sploh začeli pisati zakon? Ja, dober večer. Glede na to, da sem edini predstavnik vlade v studiu, bom se potrudil po svojih najboljših močeh, da v debati, in jaz vidim debato kot temelj demokracije, povem, kaj jaz mislim, da je pač smiselno narediti glede tega davka in kako naprej od izhodišč. Če vprašate mene, kaj do zdaj mislim, da bi bilo treba narediti. Mislim, da 3 korekcije bi bile nujne na tej točki. Prva korekcija je, da davek ne sme targetirati revnih. Se pravi, tam nekje do 200-300 tisoč skupne vrednosti, mislim, da nima smisla, da premoženje ali pa nepremičnine obdavčujemo. Druga stvar, se strinjam z pomisleki, da bi lahko zaradi tega prišlo do dviga najemnin. Mislim, da v začetni fazi bi lahko stanovanja, ki se oddajajo, popolnoma izločili iz obveznosti plačevanja premoženjskega davka. S tem ta strah odpravimo, ker namen je aktivirati prazna stanovanja, namen ni višati najemnine. Gospod Mesec, ali je namerno ta predlog tako rigorozen, da je vzbudil odpor in da na koncu nič ne bo iz tega? Zdaj, ne bi špekuliral, kaj je Ministrstvo za finance pri pripravi tega zakona imelo v mislih kot končni cilj. Sklepam pa, na vladi ste ga podprli, to sprašujem, ker seveda ste ga vsi v koaliciji, tudi stranka SD in tudi Levica, vsi ste to na vladi podprli. Tako je. In moja domneva je ta, kar sem povedal prej, tako jaz razumem ta poskus. Nenavadno je, da se tega lotevate leto dni pred volitvami in na takšen način. Vidimo zdaj pa velik odpor v javnosti, kar pomeni, da je malo verjetno, da bo iz tega kaj. Jaz ne bi še to hitro zaprl te zgodbe. Mislim, zdaj vprašanje je seveda pač demokratično. Ja, pa se ste slišali, in sindikati se upirajo, tudi nevladniki, Zveza društev upokojencev, občine, praktično vsi, ne samo bogataši, ampak praktično vsi so to skritizirali. Da, in mislim, da ste v prispevku lepo povzeli dosedanje kritike, ki jih je treba pri popravku predloga upoštevati. Gospod Mesec, ali je problem v kopičenju ali ne, skratka v tovrstnem investiranju stanovanja? Dajmo si sam razjasniti to. Jaz z veseljem plačam ta davek, če ga bo država sprejela, se pa konceptualno ne strinjam, da bo ta davek pripeljal do tega, kar se država in politika želi doseči, več nepremičnin, ugodnejše nepremičnine. Gospod Mesec? Mislim, tukaj se ne strinjam. Prva stvar, strinjam se z vami in s prispevkom, kjer ste izpostavili, da Slovenci smo sploh v zadnjih desetletjih začeli na nepremičnine gledati kot na šparovček. Se pravi, tisti, ki nepremičnino ima in ima denar, ki bi ga nekam vložil, najbolj varna naložba v naših očeh je stanovanje in zdaj, ko stanovanja, ko njihove cene tako rastejo, ga niti oddajati ni treba, da se ta investicija izplača. S tem smo naredili dvojno škodo. A je to narobe? A je to po vaše problem? In ali koga bi želeli v bistvu pravzaprav s tem davkom, ali se pravi tovrstne investitorje, ali ne vem, tiste, ki pač so na ta način varčevali, si mogoče zagotavljali socialno varnost tudi na tak način? To je dvakrat problem. Prvič je problem, če nepremičnino kupiš in jo potem niti ne oddaš in ostane prazna, pomeni, da je na trgu ena nepremičnina manj za tiste, ki stanovanje rabijo. In drugič, namesto da bi svoje prihranke vložil v neko produktivno naložbo, kupiš nepremičnino in denar tam stoji. Z njim se nič produktivnega ne dogaja. Pod prejšnjo vlado pred 3 leti ste vi dejali, ko je bil sprejet zakon, da zakon o dohodnini je eden od najbolj škodljivih zakonov, ki jih je pripravila aktualna vlada na račun ogromnih davčnih daril menedžerjem, najbolje plačanim zdravnikom in odvetnikom ter nepremičninskim baronom bo vlada v javnih blagajnih izvrtala 800 milijonsko luknjo. Ampak vaš predlog pa bi zdaj še bolj razbremenil te najbogatejše, recimo tiste z milijon prihodkov letno. Če bi jim prejšnja vlada podarila 35 tisoč evrov dodatnih letno, bi jim vaša vlada čez 100 tisoč evrov. Se pravi, takrat ste govorili nekaj, zdaj ste naredili povsem nekaj drugega. To pa ni res. To, o čemer govorite, pa niso vladno potrjena izhodišča, ampak je komunikije Ministrstva za finance. Ja, ampak vaša koordinatorka, gospa Vrečko, je po seji vlade dejala. Sam takega predloga ne bom podprl. Ja. In moj predlog bo, da se razbremenjuje predvsem z dvigom splošne olajšave. Gospod Mesec, vaša koordinatorka
kar se je strinjala s tem predlogom, dejala je, da podpirate predlog finančnega ministrstva, ki bo seveda s tem denarjem pospešil konkurenčnost države, torej razbremenil plače. Ne verjamem, da je govorila o tem predlogu. Tako točno o tem predlogu je dejala. Smo šli preveriti to izjavo zdaj pred dodajo. V glavnem, kar se mene tiče, sam takega predloga ne podpiram. Zakaj je bilo ukinjeno splošno olajšavo? Zaradi tega, ker tisti davek je navrtal. Kjer je davek? Tisti davek je navrtal 200 milijonov minusa na letnem nivoju, vi ste pomnožili kar 4, naredili to 800 in 800 govorili in še nekaj, teh 200 milijonov so dobili državljani, davkoplačevalci, ni pa šlo v neki, bom rekel, zafurani projekt. Ne morate tako govoriti, 200 milijonov, jaz sem bil takrat zraven, 200 milijonov je bilo ocenjeno, da bo manj pobranega davka, ki pa je bil dan državljanov, torej to ni bil stran vržen denar. Ja. In tako se dela. Vi ste ga pa pomnožili kar 4 leta. Zdaj pa, če smem gospodu Kovaču odgovoriti. Kar se tiče naših in vaših izhodišč, mislim, da si nismo tako daleč narazen. Evidenca je ta vlada uredila s tem, da smo po 10 ali 15 letih končno prišli do sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. To je podlaga. To je že bilo. Ne, to je zadnji 2 leti. Ne, to je že bilo. Kar se tiče davka, na začetku sem rekel, če vzamemo vladno izhodišče pa rečemo, do 200 tisoč nepremičnine niso obdavčene, pa če nepremičnino oddaš, za njo ne plačaš davka. S tem naredimo točno to, kar vi pravite. Postavimo spodnji prag in targetiramo prazna stanovanja. Podeželje je izuzeto, prazna stanovanja pa potiskamo na trg, da se aktivirajo. Pa se minister za finance strinja s tem, kar vi zdaj govorite? Ste se to že kaj uskladili ali še ne? Se pravim, stvar je v javni razpravi. Prej na začetku sem rekel, da tudi sam mislim, da do 200 ali pa 300 tisoč ne sme biti davka. Navzgor pa mora biti več davka. Bi morala biti potem tudi prva nepremičnina, če bi hoteli zajeti te, bomo rekli, najdražje nepremičnine, da nimo? To je stvar, ki jo je treba predebatirati. Bi pa želel se odzvati na tole, na ponudbeno stran. Problem je, in ga vidim podobno kot Miha Blažič, problem je, da pri nas nepremičninski trg praktično ne deluje. Stanovanjski zakon in pa zakon o financiranju javne gradnje stanovanj, ki prinaša sistemsko ureditev koalicijske zaveze, da bomo omogočili sistem z dovolj denarja, da bomo v naslednjih 10 letih zgradili 20 tisoč novih stanovanj. Je bila tudi nepremičninski oziroma premoženjski davek, ki bi bil nekakšen vir financiranja za to stanovanjsko politiko, kar se očitno ne bo zgodilo, ker bi ta denar od tega davka namenili za torej razbremenitev plač tistega najvišjega sloja. Gospod Simič, to je v bistvu praktično enak zakon, enak predlog, kot ga je sprejela prejšnja vlada, pa so ga potem ukinili. Torej, kar bi rad povedal, to, kar sem zdaj vse slišal, mislim, mene je groza, ker poslušam, da je to, če nekdo investira v stanovanje, da mu ga je treba na nek način skoraj vzeti, da je to neka kupčkanje. Komu je dejansko v interesu, da se cene nepremičnin znižajo? Vam, vi ste, jaz razumem, ste za večer dal izjavo, da ste lastnik stanovanja, vam se je cena dvigala od takrat od nakupa, mislim, da za 100 tisoč evrov. In še ena paradoksalna situacija je, ker imate vi eno stanovanje, predlagali ste, da se obdavči samo drugo stanovanje, bom jaz zdaj v deprivilegiranem položaju, čeprav imam po kvadraturi 2 manjši stanovanji. To je paradoksalna situacija. Si pravim, cilj pač tega je urediti stanovanjski trg in predvsem prazna stanovanja aktivirati. Dobro, gospod Blaž, jaz tudi vem podatek, da samo v Ljubljani jih je po električnih števcih 11 tisoč praznih. In politično vprašanje je, kako bomo spodbudili te lastnike, da stanovanja aktivirajo. Niso stanovanja, veste, se pravi, zato sem rekel, pejte menjati pametne števce, zato da bomo lahko dobili pravzaprav pametne informacije glede recimo električne energije in potem boste prišli decidirano do posamičnih enot in imeli prekrasno evidenco in to bodo naredili drugi. Ampak lahko sam še eno stvar vprašam, zakaj ni predlogov na ponudbeni strani? Tako, se absolutno strinjam. Zakaj mi delamo samo malo, ja. Vi ste iz razprav, ki smo jih imeli, zakaj se je državni denar namenil? Kupili smo Letisko. No, se bomo zdaj še nekaj o tem. Posod po ministrstvi, sami veste, zaposluje država, sam še to ne povem. Od leta 1980, ne, gospod Mesec, sam to. Od leta 1980 do leta 2024 smo mi v javni upravi zaposlili, v javnem sektorju zaposlili 80 tisoč dodatnih ljudi, 1300 avtobusov. A pa ne moramo sestaviti enega pametnega zakona. Več države enostavno ne funkcionira. Socializem je imel manj države, gospod Mesec. Socializem.